Zaradi tega povejte, da ste šel v politiko, da boste tem otrokom zagotovil v bližini nekje doma delovno mesto in da vam ne bo na stara leta treba v dom za ostarele. Hvala lepa. Še kdo želi? Najprej odgovor, ki je vezan praktično na Ministrstvo za okolje in prostor, ni bilo, zdaj se spomnite, sem tudi sam postavil vprašanje na to temo ribnikov. Ministrstvo za okolje in prostor je rak rana te države. Ne samo te koncesije, lahko bi našteval še x koncesij, zaradi katerih nimamo delovnih mest, zaradi katerih se zadeve ne premikajo naprej in tako naprej in tako dalje. In to ministrstvo je treba, bi naraj še nekaj rekel, pa ne bom se griznil v jezik, ampak skratka totalno reorganizirati, postaviti na novo, postaviti nova pravila, predvsem pa morajo ti ljudje tam biti, res postati servis ljudem. Ne pa, da si jemljajo pristojnosti, ki jim ne grejo, še enkrat pravi. To njim ne gre, da oni odločajo, kje bo kaj in kaj ne bo. Res ne. Isti primer, nedolgo tega, na našem koncu enih hotel postaviti eno malo pivovarno v Gornji Radgoni, tam bi zaposlil 5-6 ljudi, in ravno tako ni dobil koncesijo za vodo. 3 leta se je mantral s tem, pa mu je bilo dovolj, pa je šel samo čez reko Muro, sosednjo državo. Ja, pa so zrihtali vse. Ni bil problem koncesije, pa ni bil problem gradbeno dovoljenje, pa ni bilo nič problem. In je zdaj tam 5 zaposlenih v avstrijski Radgoni. Pomiru smo. Res smo, majstri, kot se temu reče. Majstri do kraja. In to je isti primer s tem, s čimer smo se ukvarjali. Ampak dokler ministrstvo vodi človek, ki nikoli nič ni operativnega delal, ki nikoli nič ni operativno vodil, ne more biti. Ministrstvo je operativna funkcija, ali pa biti minister. Isto kot direktor. Ni drugega. To treba terati. Drugače pa uradniki sedijo po pisarnah, pa se nič ne premakne. Kar se pa tiče drugega dela, tistega zdravstvenega dela, se pa absolutno strinjam. Nekaj bo potrebno storiti, sicer bomo na podeželju ostali brez zdravnikov. To je seveda en problem, so plači, drugi problem pa je nasploh, kvaliteta življenja na podeželju. Zato jaz vedno znova govorim o tej decentralizaciji, pa tisti carini, ki sem ga takrat vrgal na planu. Malo za šalo, malo pa za res. Ja, res, mislim, zakaj bi naš otrok tukaj ali pa Prekmurja ali pa Koroškem ali kjerkoli imel slabše pogoje za razvoj kot pa v Ljubljani? Zakaj? A je to pošteno? Ni pošteno. In če bo takšna centralizacija na pohodu, kot se kaže zdaj, za temi mandatarji, ki se ponujajo, potem me skrbi. Potem me resno skrbi. Ker bomo res imeli Slovenijo 2 hitrosti. Ena hitrost bo za Ljubljano, vsi ostali bomo se pa vozili od zadaj tako, kako se bomo pač znašli, vedeli in znašli. Skratka, decentralizacija, zato sem tudi prej govoril o tistih prenosu pristojnosti, ker je to vse skupaj povezano. Da prenesemo čim več navzdol. Tudi sredstva. Še kdo želi postaviti vprašanje, izraziti misel? Ja, direktor Kmetijske zadruge, gospod Zvonko Pušnik, prosim, boš prišel bliže, rabiš mikrofon? Ne rabim. Dobro. Prav lepo vas pozdravljam, ampak zelo me pa zanima, kako si zamišljate tole našo slovensko samooskrbo in da bi to samooskrbo naj pač izvajal naš slovenski kmet. Glede na to, da mora svoje produkte prodajati bistveno po nižji ceni, kot pa njegov sosed preko meje v Avstriji in v Italiji.
da sem pred kratkim prečital v Kmečkem glasu, da se mu niti ni splačalo, oziroma je razmišljal, ali bi skopal krompir, ali ga ne bi skopal, ali je naš slovenski kmet socialni delavec, oziroma neki, ne vem kako bi rekel, neki mehanizm, ki skrbi, da bo naš slovenski narod užival zdravo hrano na račun kmeta. To me zanima. Poglejte, liter mleka v Italiji stane 100% več kot pa pri nas. Istega mleka. Pri nas Mercatorjevo mleko stane oziroma to mleko 79 centov, v Italiji €40. Cena goriva je ista. Prispevki so verjetno isti. Kak dolg bo to šlo? Samo, recimo, trgovci delajo samo reklame, kupujemo slovensko, samo naši ljudje to ne bo izdržali. Ne bo izdržali. Poglejte, za leto 2012, recimo, naš največji trgovec pri naši živilski industriji že pričakuje, da bo leta znižala cene za 2%. Povedal vam tudi praktični primer. Recimo, ena vinska klet, naša slovenska, je prodala vino Lidlu po bistveno višji ceni kot pa našemu slovenskemu trgovcu, in to vino je v maloprodaji, ima bistveno nižjo ceno kot pa pri našem slovenskem trgovcu. Me zanima, ali je slovenska politika sposobna našim tem trem trgovcem, ki so ta glavni, znižati razliko v ceni, ker edino ta uničuje našega slovenskega kmeta. To je pač moje razmišljanje. Jaz govorim o alternativnih prodajnih poteh. In tu vidim edino možnost. Pa še moram nekaj povedati. Poglejte, slučajno sem se spomnil. Naše podeželje, kmečki sadovnjaki, vse kmečke jabolke so se posekale. Govorimo o kozjansko jabolko, vse. Ali tisti kmet, ko je na Kozjanskem, nima kam prodati te industrijske jabolke. Vital mestinje, imajo preše, vse je naštimano. Ali ni nobega, ko bi pritisnil na knof. Mi s temi kmečkimi jabolkami ne moremo nikamor. V Avstrijo edino presad in še nekaj kuhval, oziroma nekaj takega. Pa imamo, to je tam. In verjetno so bile za to industrijo tudi porabljena sredstva naših davkoplačevalcev. Zdaj pa pravite alternativa, zdaj pa ne gre in kmet, da bo spet se delo neko prešo, pa spet nekaj rihto, če so že tam mašine. Ne, čakajte malo. Čakajte malo. Glejte, jaz ne morem kupiti slovenskega česna. To je zdaj modna muha. Ja pa, ne morem kupiti slovenskega česna. Pa to govorimo o prispodobi. To vam hočem povedati. Jaz ne morem kupiti salamo tam onega kmeta za vogalom. Ki jo naj kupim? Zato vam govorim o alternativnih prodajnih poteh. Iz česa se je razvil Carrefour, francoski? Iz zadružnih trgovin, gospodje. Iz zadružnih trgovin. In jaz sem prepričan, če bi zadružna zveza in zadruge se lotile zadeve sistematično in začele ustanavljati verigo trgovin, kjer bi dobivali samo to domačo hrano, lokalno pridelano, brez posrednikov, brez tistih, ki vmes še masno zaslužijo, pa brez tistih, ki imajo masne marže, bi kmet dobil več, pa bi mi vsi manj plačali. To je alternativa. Prisiliti velike, da bodo drugače razmišljali, če ni možno spremeniti formule. Jaz sem takrat govoril o formulah, ko je Židan govoril o kodeksu. Kodeks je, veste kaj, na vrbi sviralo. Kodeks ni nič. Če smo sposobni uvesti formule po principu, kot jih imamo za naftne derivate, kjer se marža določi, pa se cena veže na gibanje cene na borzah, za pšenico, ne vem kaj, za mleko je bla, 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 pa da na ta način formiramo cene, bi najbrž ta kolač, ki je zdaj, tako kot pravite, nepravičen, bil drugačen razdeljen. A smo to v stanju v tej državi narediti? Jaz sem to pripravljen predlagati in sem tudi takrat rekel, da so potrebne formule.
Ker je popolnoma enaka zgodba bila v naftnem biznisu, dokler ni prišlo formula. Zdaj so formule in zadeva funkcionira. Ali smo za te osnovna živila sposobni pripraviti formule formiranja cen? Torej, nabavnih, prodajnih, marže, etc., kaj pač vse v malo prodajno ceno pride not.